Če ste pustolovskega duha, se z nami brž odpravite po poteh velikega osvajalca, hunskega kralja Atile. Pot se začne na kapeli pri cerkvi Svete Magdalene, kjer se odpira pogled na vinorodno deželo. Majhna potka nas zatem pripelje do Vambergerjeve zidanice z večstoletno zgodovino, gospodarica hiše pa nam zaupa, da pomen skrivnega znaka na oboku še ni razvozlan. Pot se nato nadaljuje mimo križa s kipom Jezusa in Marije in ko se prične polagoma spuščati, pred seboj zagledamo območje nekdanjega gradu kralja Atile. Ob drevoredu sadnih dreves lepo sedite na bližnji klopci in prisluhnite govorici narave. Sedaj nas čaka najbolj napet del poti. Prišli smo do Atilovega gozda, a previdno, govori se, da v njem nekaj straši. Vendar ni skrbi, v gozdu lahko prisluhnete le prijetnemu žvrgolenju ptic. Pogumno stopite van in odkrite 9 metrov visoko in 35 metrov široko kopo, vzpetino imenovano Atilov grad. Tukaj se namreč skriva tudi zaklad, a mi ga žal nismo našli. Ob poti se lahko ustavite tudi na kmetiji Ficko, nato si lahko ogledate vodnjak na kolo, 25 metrov globok studenec, na dnu katerega so kapniki značilni za kraško podzemlje. In že smo skoraj pri koncu. Ob glavni cesti in kapelici lahko zavijate še v grabo in bližnji gozdiček, preden pa se vrnete k cerkvi Svete Magdalene, boste zagledali kožno znamenje, ki spominja na kugo v 17. stoletju. Naše popotovanje se je zaključilo. Če vam potem, ko se boste na pot odpravili sami, ne bo uspelo odkriti skrivnega zaklada velikega osvajalca, se prepustite domišljiji, kajti kraji bodo tisti, ki osvojijo vaše srce.